Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke, v oddaji Dobro je vedeti. Danes z menoj v studiu spet Katarina Kovačič, lepo pozdravljena. Zdravo. Iz Zeliščnega vrta Cvetka. Nazadnje sva se videli v studiu malo pred poletjem, ko sva govorili tudi o osvežilnih napitkih. Zdaj pa imate nekaj novosti, poletje je že skoraj pri koncu, začeli ste žeti tudi druga zelišča. Katera zelišča so tista, ki ste jih pobirali to poletje? Tako je, pri nas smo praktično začeli žetvijo vseh zelišč nekje v juniju. Poželi smo papravo meto, meliso. Zdaj meliso bomo že recimo drugič, tudi ameriški slamnik. In pa ta drobna zelišča, ki jih uporabljamo predvsem za naše izvlečke. To so recimo ognjič, ki je treba redno pobirati cvetne glavice. Potem je podobno kamilica, ker je tudi potrebno te cvetne glavice pobirati. Recimo pri kamilici je še zelo zamudno delo to. Arniko recimo imamo mi svojo. Mi vzgajamo ameriško arniko, ki je dosti bolj odporna recimo. Dosti manj ima bolezni in tudi lahko je vzgajati, ker vemo ta visokogorska arnika, arnika montana uspeva recimo v višjih legah, na kislih tleh in tudi, če jo presadimo, zelo redko uspeva potem doma na vrtu. Medtem ko ameriška arnika se pa sadike dajo vzgojiti recimo z nekaj znanja in tudi pol vzgajati recimo v daljšem časovnem obdobju in se isto pobirate cvetne glavice, ki jih pol namakamo na etanol in delamo izvlečke z njih. In kaj potem storite s tem, ko zelišča požanjete, kaj naredite s temi glavicami, naprimer od kamilic? Ja, zdaj recimo kamilica in ognjič, večinoma mi to uporabljamo za mazila. Se pravi, kamilico in ognjič poberemo in damo sušiti, nekje suši se tam pri 35 stopinjah Celzija. Zdaj lahko recimo v kakšnem prostoru, ki imamo to urejen, lahko v sušilnici, odvisno tudi od vremenskih vplivov, da je dosti malo zračne vlage, da je dosti sonca, recimo dosti toplote, da je prostor zatemnjen, da se to ni izpostavljen sončni svetlop. Včasih smo to sušili na balkonih. Jaz se spomnim še moje babice, ona je dala na časopisni papir sušiti te stvari in so se sušile na balkonu, odprte, ne v zaprtem prostoru. Ja, zdaj prav tako fajn, da se učinkovine ohranijo v samem zelišču, je, da se to suši v temnem prostoru, se pravi, da ne pride direktno sončna svetloba zraven, in ob enem pa, da zrak kroži. Tako da je fajn je tudi, če date na balkon, da se mogoče da v kako kartonasto škatlo, pa kakšno temno krpo čez, da res ne pride te sončne žarki. Ker UV svetloba kot taka pač ima neko svojo valovno dolžino in ko pride na površino, vzbuja radikal in pač zelo hitro pride, ne vem, do oksidacije ali kakršnekoli druge kemijske reakcije in učinkovine začnejo propadati. In koliko časa potem sušimo? Zdaj mi recimo sušimo, ne vem, papravo meto, meliso, tako po par dni, če to sušimo recimo na teh mrežah, na platojih v prostoru. Če sušimo v sušilnici, je to nekje tam 24 do 30, 36 ur. Zelo je odvisen recimo, v kakšnem času smo zelišče želi. Zdaj, če mi zelišča žanjemo, ko je vroče vreme, po parih vročih dneh so tudi rastline dosti manj nasičene z vodo, kar pomeni, da ni veliko vode v rastlini in da ta hitreje izhlapi in je hitreje rastlina suha. Zdaj, kak ognjič, kamilica, to se mogoče mečkam dlje, lepo počasi posušimo. Pri ognjiču je mogoče res pomembno, da ga sušimo tako, da ni na soncu, zaradi tega, ker učinkovine so flavonoidi in to je ta oranžna barva. Intenzivno oranžna barva cveta. In zdaj, če mi to damo na sonce, obledi. Se pravi, da pol avtomatsko tudi učinkovine imeti, tako da pri ognjiču je res pomembno, da ga počasi lepo na temnem sušimo. Podobno tudi kamilica, ne se mečkam deli zaradi teh glavic suši, no arniko pa mi namakamo na alkohol svežo. Lahko pa iz teh zelišč vseh pripravimo tudi določene izvlečke, ni nujno, da jih posušimo. Ja, zdaj odvisno je, za kakšen namen bomo mi zelišča uporabljali. Pri nas recimo sušimo meliso, ajbiš, plahtico, papravo meto, ta zelišča, ki jih imamo za čaje, posušimo, potem jih spravimo in jih pakiramo pač, ne vem, ob prodaji, se pravi za zalogo. To se vedno pakira recimo iz večjih žakljev, ker se zelišča praviloma shranjujejo
v nerazdrobljenem stanju, no, kar pomeni zdaj, da bolj, ko jih mi razdrobimo, večja površina je izpostavljena spet kisiku in več je možnosti, da bojo te učinkovine iz zelišč nekako razpadle. Tako da je fino, da zelišča drobimo res preden jih pakiramo, da se to sproti dela. Zdaj to, kar se tiče čajev, pri nas pa še seveda proizvajamo tudi kozmetične izdelke, no tam pa potrebujemo več izvlečkov. O teh kozmetičnih izdelkih bova še nekaj rekli, ne? Imamo pa ta mesec, če lahko tako rečemo, žanjemo tudi ognjič in kamilico, nekaj sva že povedali o teh dveh rastlinah. Ognjič kot tak, zelo veliko ga uporabljamo. Zakaj se sploh uporablja v domači rabi? Tudi lahko ga uporabljamo, ni nevaren, ne, če ga malce več nanesemo. Ognjič je izredno fino zelišče, ki ga, tako kot ste rekli, poznamo. Zdaj nabirajo se te cvetne glavice, oranžne, in to se posuši. Nekateri pol obirajo samo listke iz cvetnih glavic, zdaj drugi tudi te cvetne koške pustijo zraven. Je pa tako, da koški niso strupeni, niso pa niti zdravilni. Tako da zdaj, če damo koške zraven, nič ni narobe, nič ne bo škodoval, niti ne bo nič pomagal. Ker učinkovine v teh cvetnih listkih, tako kot sem rekla, to so flavonoidi, topni so recimo v alkoholu in v olju, tako da iz ognjiča, iz vlečke mi delamo alkoholne in oljne in to pol kombiniramo v našem ognjičevem mazilu. Zdaj, sam ognjič recimo je zelo fajn za različna vnetja, ne. Se pravi, za pordečeno kožo, zdaj za razne žulje, no, pri nas ga dosti tudi uporabljamo ali pa priporočamo za nego žuljev. Potem za različna vnetja, se pravi, tukaj pride upoštev vse, no, in piki žuželk, in recimo obdrgnjena koža, rane, kakor se kakšna rdečica na koži pojavi, no, ognjičevo mazilo toliko pomaga, da rdečica dosti hitro izgine, ne. To tudi pride recimo upoštev pri kakšnih odrgninah ali pa ne vem, po kakšnem britju nog, zelo različnih stvareh, kjer se nam lahko vnetja pojavijo. Zdaj, ognjiča mi notranje kot čaja ne prodajamo, niti ga ne priporočamo, ker je, recimo tako bomo rekli, v ljudskem zdravilstvu se je to uporabljalo nekako za ženske v menopavzi, recimo za urejanje menstruacije. Drugače, zdaj sodobna farmakopeja pa ognjiča nekako ne priznava, no. In se mi zdi, recimo, mi bolj recimo za ženske težave priporočamo plahtico, medtem ko ognjič pa dajemo samo v mazila. V mazila. In ta mazila so vaša dobra tudi za otroke? Ja, naša mazila so vse ekološka, kar pomeni, da ni dodanih nobenih konzervansov, nobenih umetnih snovi, so certificirana. In ognjičeva mazila je dejansko sestavljena samo iz izvlečka ognjiča, sončničnega olja in čebeljega voska, ne. Tako da so 3 sestavine, ki omogočajo, da ognjič ostane recimo toliko časa, ko imamo mi roko uporabe aktivno v tem mazilu. Ni škodljiv, ni alergen, tako da se lahko uporablja pri otrokih, recimo za kako nego ritke pod pleničkam, nek se rad vname, rokice recimo ali pa podbradki, ne, da se to z ognjičevim mazilom maže. Pa je mogoče, kaj ponavadi več ognjič uporabljamo, pa ognjičeva mazila po zimi, ne, poleti, mogoče na obrazu malce težek občutek daje, ne, sploh če gre za kakšno mastno mazilo. Mogoče kaj to, da se bolj po zimi uporablja oziroma v teh jesenskih časih ognjič, ali za vse letne čase? Ljudje so večinoma res navajeni mazila bolj uporabljati po zimi, ampak mi priporočamo recimo naša mazila za obraz, kako je to s kamilico, da se nanese na kožo zvečer, ne, ko se recimo obraz umije, ko se stuširamo, da se pol mazilo nanese in do jutra se to lepo upije v kožo. Je pa res, da tudi če bi se recimo zjutraj namazali, ne, nekje 10 do 15 minut se naša mazila upijejo v kožo, ravno zaradi tega, ker so na taka fina kombinacija olj in masel, tako da praktično ni nezga občutka te težke kože, ne, se pravi, da neki velik nosimo sabo na koži. Mogoče še to, no, ta občutek glih so ponavadi dejali recimo različni parabeni, pa vazelini, ne vem, voski iz nafte, ki se dejansko ne upijejo v kožo, ne. Medtem ko mazila, če so narejena iz naravnih masel pa olj, je to čisto drugačne, ker koža ta masla in olja predela in se dejansko upijejo in celice dihajo, delajo s tem in je čisto drugače, ne, kot če bi mi neko masko recimo nanesli na kožo. Zdaj pa greva še k kamilici. Mi jo poznamo predvsem v čaju, za otroke, pa če proti slabosti in tako dalje. Vi pa jo uporabljate ne samo za čaje, ampak tudi v mazilih, v kremah. Ja, mi kamilico uporabljamo v mazilu za obraz.
To mazilo je recimo namenjeno neki bolj problematične kože, aknaste kože, kože, kjer se pojavlja recimo nekje predeli masne kože, nekje suha koža, neluščenje, da se uravna ta izločanje sebuma v koži, da se uravna samo delovanje kože, da je čim bolj optimalno koža prehranjena. In kamilica recimo tukaj pomaga v smislu, da preprečuje vnetja in pomirja kožo. Se pravi, da koža normalno deluje, za podporo zraven pa so še olje jojobe, karitevo maslo, olivno pa sončnično olje, pa čebelji vosek. No. In je taka kombinacija, recimo, ki ni preveč masna, je dosti lahka in pomaga koži, da se ji povrne nek naravno ravnovesje. Torej lahko tudi tako za mladostnike, kot tudi za starostnike, če rečeva tako, ne. Greva midve, torej, zdaj sva že povedali kar nekaj o teh zeliščih, pa tudi vmes o vaši kozmetiki, naravni kozmetiki. Kakšno kozmetiko proizvajate v bistvu pri vas? Dejva zdaj še tako točno določeno, kaj sploh lahko dobimo, no. Tukaj imamo tudi eno škatlo, v kateri je ogromno vaših izdelkov. Za kakšno kozmetiko gre? Ja, pri nas prodajamo ekološko zelično kozmetiko, kar pomeni, da so vsi izdelki ekološki in certificirani. Nam kozmetiko certificira Inštitut Koncert. Je pa tako, da uporabljamo mi lastne izvlečke zelišč, se pravi, dokupujemo olja in masla rastlinskega izvora, čebelji vosek in zelišča, recimo tista, ki jih pridelamo, pol tudi predelamo nekaj v izvlečke. Pri milih se uporabljajo recimo še eterična olja, ker sam postopek izdelave mil je tak, recimo, da če bi dali samo nek oljni izvleček sivke, ne bi bilo dovolj, ne bi dosti dišali. Drugače v vseh mazilih pa se uporabljajo samo izvlečki, se ne uporabljajo toliko eterična olja, ker eterična olja tudi po sami strukturi so terpeni in lahko kožo dražijo. Tako da uporabljamo izvlečke, zdaj, kot sem rekla, večinoma oljne. Recimo imamo za roke mazila s timijanom, sivko pa z rožmarinom. In tukaj se uporablja kombinacija oljnih izvlečkov pa eteričnih olj, da tudi roke lepo dišijo. In je isto, tako kot sem prej rekla, da se enkrat na dan nekje namaže in je to čisto dovolj, ni treba nenehno nanašati na roke. Potem recimo za telo, poleti so zelo priporočljiva naša mazila za telo. Tukaj tudi uporabljamo recimo kakavovo maslo, karitevo, jojobo, argano olje, čebelji vosek, pa delamo tudi z olivnim oljem seveda, da je to ena taka optimalna mešanica za kožo, kar pomeni, da se koža lepo nahrani, da lepo deluje, da se ne lušči in predvsem to naše mazilo za telo priporočamo zdaj poleti, recimo, ko smo veliko na morju, veliko smo izpostavljenem soncu in visoke temperature so zunaj in se tudi koža hitreje suši. Tako da je fino, da namažemo z nečim, kar dejansko pomaga koži, da se obnovi, ne recimo samo z nekim mazilom, ko da nek premas na kožo in se ga potem speremo recimo z umivanjem, ne pa da bi dejansko se upilo, pa da bi pomagali, da se en ravnovesje vzpostavi v celicih. Ta vaša kozmetika je čisto na naravni osnovi. Tukaj ni nobenih kemičnih snovi, ne? Tako je. Zdaj mi proizvajamo, tako sem rekla, večinoma iz olivnega, sončničnega olja, dodajamo karitevo maslo, kakavovo maslo, arganovo olje, olje jojobe, pa tudi precej imamo slovenskih olj, recimo orehovo olje, potem olje groznih pešk, mareličnih koščic, takšna fina olja, ki so dosti bogata z antioksidanti. In potem dodajamo tudi izvlečke naših zelišč, tako smo rekli, ognjička, milca, sivka, rožmarin, timijan, ajbiš, komarček, zelo različno uporabljamo. Tako da je zelo fino, ker praktično ta izvlečki so sveži. To je zdaj dosti velika razlika, če mi pripeljemo, ne vem, ene izvlečke nekje iz uvoza, se pravi, da so bili ne vem koliko časa skladiščeni, v nekih zabojih so se prepeljali, izpostavljeni najrazličnejšim temperaturam, ker tudi normalno te spremembe vplivajo na kemijsko strukturo. Pri naših mazilih pa je dejansko tako, da mi, ko se lotimo izdelave mazil, se naredijo sveži izvlečki, se mazila ena serija naredi in se to prodaja in se dela naprej. Tako da vedno se dobijo nekje sveža mazila z aktivnimi učinkovinami. Da so potem sveže sestavine. Katarina, prej sva govorili še o tem, imate tudi nove embalaže, kar je zelo zanimivo, ne? Če imamo v šalčki kakšno kremico, pa potem s prstom vedno noter, ne? Dajmo, pa če imamo tubo, se jezimo, joj, zdaj pa ne gre več ven, ne? Pa bi bilo fajn, če bi šla. To so pa ene čisto take posebne nove embalažice, tukaj le, če malo pokaževa, ne, našim gledalcem. Mi smo zdaj embalažo spremenili.
In sicer smo šli na tako praktično embalažo, ki je ekološkega izvora, se pravi, da je iz reciklirane plastike. Tako enostavno se odpre in potem je na pumpico. Zdaj, to ni sprej, no, velikokrat kdo vpraša, če je to sprej, pa ni, ne, to je mazilo in sicer se lepo potem ga spumpa ven. Zdaj, sama poanta te embalaže je, da je to v bistvu vakuumska steklenička, noter je tak plastičen ovoj, v katerega se da mazilo in potem, ko mi to stiskamo ven, v bistvu drži vakuum, kar pomeni, da mi dobimo mazilo ven, brez da bi bilo mazilo izpostavljeno kakšnemu dori mikroorganizmu, če bi mi to s prstem recimo iz lončka ven dobili, oziroma kakršnem koli vplivu kisika. Isto, ne? Če imamo lonček, odpremo in pride kisik zraven. Zdaj, kisik je izredno reaktiven plin, kar tudi pomeni, ne, da pač pride do oksidacije, da učinkovine lahko razpadejo, no, medtem ko ta steklenička ne pa obdrži čisto vse take, kako bi rekla, no, obdrži strukturo mazila, takšno je, ne. Tako, ja. V bistvu je praktično mazilo čez cel rok uporabe takšno, kot tisti dan, ko smo ga nalili, ne, ker ni nekih zunanjih vplivov, ki bi lahko na kakovost vplivali. Poleti ste imeli v zeliščnem vrtu Cvetka tudi čas za novosti, ker nekaj ste jih pripravili, glede na to, da prihaja jesen, pa potem še zima. Kakšne novosti? Tako je. Zdaj, pri nas smo pripravili nova masažna olja. Imamo masažna olja. To pomeni, da se lahko masiramo sami ali nas mora kdo masirati? Zdaj tako, zelo fino je, če najdemo koga, ki nas fajn zmasira. Načeloma se pa lahko tudi sami. Imamo masažna olja recimo za športnike. Tukaj kombiniramo eterična olja, ki pomagajo recimo pri poškodbah mišic. To so eterična olja bora, bazilike, rožmarina, pa tudi zraven dajemo izvleček arnike, no, ker arnika je zelo fajn recimo za poškodbe mišic. Potem imamo masažno olje za sprostitev. To je recimo tako v tem stresnem času, v katerem živimo, zelo pomemben, se pravi z nekimi notami sivke in eteričnih olj, ki nas pomirjajo. Potem pa še imamo eno poživljajoče eterično olje, ki pa je namenjeno tako, da nam majčkeno prebudi čute. Je pa tako, da vsa masažna olja se lahko uporablja zdaj bodisi za masažo celega telesa ali samo kakšnega dela telesa. Vsa so ekološka. Se pravi, isto kombinacija olj. Mogoče razlika od večine je ta, da mi v masažna olja dodajamo tudi masla. Zdaj v taki koncentraciji seveda, da so to še vedno olja, da je tekoče, da se da lepo iz stekleničke stisniti. Ampak še vseeno je pa na kožo nek boljši vpliv, ker se moramo vedno zavedati, zdaj, če mi dodamo sam olja recimo v neko mazilo, je to čisto drugače, če bi dodali še masla. Ker masla že zdaj, če tako laično primerjamo, maslo je v trdnem stanju, olje je v tekočem in je čisto neko drugo razmerje teh maščobnih kislin, vitaminov, mineralov. Zaradi tega se mi zdi, da je zelo pomemben, da en tak fin razmerje ulovimo med količino olja pa količino masla. Pa prej sva govorili o teh masažnih oljih, ko sva govorili o športnikih, to pomeni po treningih verjetno, pa tudi za rekreativce verjetno, ne? Tiste, ki tečejo, pa mogoče imajo, ne vem, kakšne poškodbe oziroma ali pa jih boli noga, ne? Tako, ja. Za športnika recimo je fino, da se že pred športom recimo mišice ogrejejo, da se jih zmasira, da so potem tople, da so ogrete, da ne pride do poškodb med samo aktivnostjo in potem seveda po treningu, ko so mišice nasičene z mlečno kislino, da se jih zmasira, da se hitreje sprostijo, da ni pol recimo čez kak dan, dva bolečin. Ali pa tudi recimo, ko imamo kakšne težave, ko pa se nismo dosti ogreli, ker se mišice zakrčijo, da se potem to zmasira, ker masažno olje je tako, kot sem rekla, namenjeno tem, da sprošča mišice, da se čim prej vrnejo tisto prvotno zdravo, normalno stanje. So pa ta olja za vsakogar, ne? Je mogoče tam kakšno navodilo, kako masirati v smeri urnega kazalca, mogoče kakšen postopek? Ne, mi navodil zraven ne dajemo. Zdaj, kot prvi so jih začeli uporabljati v masažnem salonu Zana v Trbovljah. Zaenkrat so zadovoljni. Tako da jaz bi pa mogoče priporočala, da pa za kakšne natančnejša navodila za uporabo, recimo po športnih poškodbah je pa sigurno fajn, ker na strokovnjaka se obrniti, kako to zmasirati. Pa se mogoče celo na njih, ne? Ali pa malo pogoogla, pa pogleda. Imate pa tudi neka nova mazila, ki prihajajo v teh jesenskih dneh za nego nog?
Ja, sedaj bomo še dobili zraven nekaj mazil. Zdaj smo tudi dosti časa razvijali nove recepture, da pride zdaj zraven. In sicer bojo to mazila s poudarkom na zeliščih, ki recimo preprečujejo razrast glivic. To recimo preventivno, kakšen timijan, potem razne zelišča s šreslovinami. In ob enem recimo bodo jo dodana masla in olja, ki preprečujejo pokanje kože. Se pravi za te suhe, razpokane pete, ko vemo, da so dostikrat težava, da je eno tako univerzalno mazilo, ki ob enem nekako preventivno preprečuje razrast glivic, ker tudi glivice potem so lahko na teh razpokanih petih velik problem, in neguje stopalo, da ne pride še do kakšnih nadaljnih poškodb. Nove kolekcije mil se nam obetajo. Ja. Zdaj, kot vidite, tole škatlico, to bo zdaj na nov, mi bomo tudi začeli proizvajati pisana mila v različnih barvah, ki bojo bolj namenjena različnim darilnim butikom, recimo prodaji ali pa tako za udara, ker bojo tudi lepše barve, bolj tako atraktivna na pogled. Seveda bojo pa vsi izdelki, ki pridejo tudi na novo, ekološko certificirani. Ne smemo pozabiti, prej sem opazila v teli škatlici en tak majčken, tole. Kaj je tole? Tako, to so pa šumečke, kopalne šumečke, in sicer to so take kroglice, ki jo vržemo v kopalno kad, se tako lepo raztopi, majčken zašumi, se raztopi, zadiši. Zaenkrat jih imamo z rožmarinom pa s sivko, in potem so ustvarjena taka prijetna kopel, da se majčken sprostimo po napornem dnevu. In potem še masažno olje in smo top. Ja, tako. Ne vemo več, kaj bi sami sabo. Gremo pred televizijo in gremo počivati. Vse to bomo lahko dobili kdaj? Nekje, jaz računam, da okrog 15. septembra, majčken je odvisno od rokov za certifikacijo, ker pač smo odvisni od samega certifikacijskega organa, od kontrole, od pregleda, kdaj potem dobimo zeleno luč za štart, tako. Kje lahko dobimo vse te izdelke? Pa dejva še prej to, nekaj mi gre po glavi, prej sva govorili o arniki, pa ves čas mi govori, stara mama mi je vedno govorila, lej, Lucija, tamle imaš arniko, če si se kaj poškodvala, je bila namočena v alkohol, pa dej si s to arniko podrgni, a je to dobro? Ja. Čist ne morem mimo tega. Ne, je res, to je najboljše zdravilo, to se strinjam. Sama zelo priporočam arniko pa raznih odrgninah, pri poškodbah mišic, zaradi tega, ker vsebuje helenalin, ker je tudi ena zelo fina učinkovina rastlinska, ki pomaga preprečevati vnetje, zdraviti rane, tudi tako na imunomodulatornem nivoju, se pravi, da pač pomaga imunskem sistemu, da se prej pozdrav. To je dokazano, po drugi strani pa zdaj arnika je mogoče majčken alergena. Tako da, če ljudje, ko so navajeni uporabljati arniko, ko recimo nimajo občutljive kože, nimajo težav s kožo, večinoma lahko arniko uporabljajo brez težav, za razkoževanje ran, za kakšne obkladke, za boleče sklepe recimo. Medtem ko tisti, ki imajo pa s kakšnimi alergijami probleme ali pa za manjše otroke, se pa bolj potem ognjič priporoča. Torej, kje lahko dobimo vse te vaše izdelke nove? Kje se jih da kupiti? Tako, naše izdelke lahko naročite najprej v naši spletni trgovini, in sicer zdaj danes smo se odločili, zdaj v naši spletni trgovini pridete, ko naročite vse izdelke, do točke blagajna, tam lahko vtipkate kodo ETV in sicer boste dobili z njo 15% popusta. Drugače, se pravi, vsi izdelki so na voljo v spletni trgovini, potem pa tudi v različnih ekoloških trgovinicah po Sloveniji. Najdete pa spisek vseh teh trgovin na naši spletni strani. Dajva sam povedati še, da je tudi v Zagorju domača košarica, pa čudežna dežela v Trbovljah, pa v Gajbici, kot sva že tudi povedali. 15% popust na vaše izdelke, to se splača. Do kdaj imajo možnost naši gledalci izkoristiti ta popust? Zdaj po koncu avgusta, se pravi nekaj 14 dni od predvajanja oddaje, ker sem slišala, da se oddaja še ponavlja. Tako da mogoče za tiste, ko ta prvič zamudijo, nekje zdaj v 14 dneh bo to veljalo, za tiste, ki pač spremljate oddajo. In boste mogoče lahko prišli ceneje do vašega najljubšega artikla, dajva tako reči. Ne smemo pa pozabiti seveda na naše zveste gledalce. Nagradno vprašanje sva jim zastavili že preteklo oddajo, pred poletjem. Glasilo se je, kaj bomo letos poleg zelišč predstavljali na zeliščnem vrtu Cvetka, in odgovor je bil pravilen. Zastirke. Zdaj bova pa mi dve tukaj majčken počepnili, pa bova vzeli tole škatlo, pa te bom prosila, Katarina, kam bova dali? Bova dali takole. Spredi, ja. Pa
če bova samo izžrebali. Tale izžrebani prvi bo prejel sadiko ameriškega slamnika, žajblja in bazilike. Tako, odgovor je pravilen. In sicer nagrajenka je Polona Kreže, znojile 17 čimšenik. Evo, takole bova še pokazali. Ne pa kar naslednjega. Imamo. Zdaj pa gremo drugi izžrebani, pa prejme sadiko sivke in drobnjaka. To pa je? Silvo Drame, Tirna 28, Sava. Je pa tudi pravilni odgovor. Evo, pravilni odgovor. Še enega srečneža, zadnjega. Ta izžrebani pa bo prejel zastirko z lesnimi sekanci. To pa je Zupan Irena, Selo 6, Zagorje. In je tudi pravilen odgovor. Tole pokaže vam pravilen odgovor. Očitno naši gledalci kar dobro poslušajo, ne? Najine oddaje, da točno vedo, kako in kaj. Imamo pa že novo nagradno vprašanje in tudi nove lepe nagrade. In kako se glasi novo vprašanje? Novo nagradno vprašanje se glasi: naštejte vsaj eno ekološko zeliščno mazilo, ki ga lahko kupite na zeliščnem vrtu Cvetka. In krasne nagrade, pa ekološko ognjičevo mazilo lahko prejmete, pa ekološko zeliščno mazilo za roke s sivko, pa ekološko zeliščno mazilo za ustnice s kamilico. Tole pa dajva pokazati, Katarina. Takole. To so pa takšna mehna mazila, in sicer v tako majhnih tubicih, ki so tudi dosti enostavna za doziranje, da se lepo ustnice namažemo. Isto, kot smo prej rekli, se lepo vpije v ustnice in ni treba to večkrat dnevno mazati, se namaže in potem dejansko ni problemov z razpokanimi ustnicami, z zategovanjem. Zelo fina, no, in tudi jih stranke zelo veliko pohvalijo, tale naša za ustnice. Za vse letne čase imajo to, ne? Ja, to ni samo zdaj za zimo, ker smo bolj navajeni, da po zimi pa veter pa mraz, ampak je tudi poleti fajn, no, glih zaradi tega, ker je zunaj suh zrak in voda hiti izhlepeva in se nam ustnice sušijo, sploh mogoče, če imamo kakšen tak del, da mečken bolj govorimo. In je zelo fino, da se mečken prej namažemo, pa nimamo pol težav. Super. Evo, še enkrat nagradno vprašanje. Naštejte vsaj eno mazilo, ki ga lahko kupite na zeliščnem vrtu Cvetka. 3 nagrade imamo, pravilne odgovore pa nam pošljite na ETV, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec, ali pa na etv@elektroprom.si in vse do 15. septembra. Midve se že veselimo vaših pravilnih odgovorov. Hvala, Katarina, ker ste bili danes moja gostja. Hvala za vse te izčrpne informacije in pa komaj čakam, da preizkusim kakšnega izmed milin vseh. Hvala lepa. Enako.